Nisem imel pojma. Vse en to človek ne more preštudirati, tega je preveč. Smo se to po poti izmenila in evo, tako se je začelo. Jaz zagovarjam neko vrsto funkcionalnega pa konstruktivnega minimalizma. Iščemo vedno čim bolj enostavno rešitev problema. Kje je ta meja, je običajno težko reči. Negativna referenca se dosti več naučiš kot pozitivna, ne? Da si upaš to narediti. Ne? Največ mostov je bilo zgrajenih po drugi svetovni vojni, ker se pač takrat Evropa skoraj cela porušila. Ne? Včasih ni drugega načina. Ne? To je pa itak od države, pa ne si popravlja varika. Ne? To je največji posel države, niti en posel ni toliko donosen, ne nosi toliko procentov, kot je ta posel. Ne? Ja, jaz te stare zadeve še bolj cenim kot te. Če se pa nekaj zgodi, pol se pa največ naučiš. Ne? Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Te pa jaz kar začel. Najlepša hvala, da ste se odzvali vabile. Nama je veliko čast. Ja, hvala tudi vam. Zdaj, tako kot študenta gradbeništva se težko rečem ne. Hvala. Pa smo študirala, da bi začela kar kako to, da ste se odločili projektiranje mostov, pa mogoče malo tudi v vašem študentska leta, pa takrat vrnili, kako to, da vas je. Malo na zgodovino. Tako. Ja, tako je treba začeti od zadaj naprej. Od zgodovine se največ naučiš, ne, lahko. Ja, res je, to pa drži. Zdaj, dostikrat so me vprašali, če sem že od začetka vedel, da bom gradbeništvo pa mostove, pa nisem imel pojma. Tako kot večina, ko ne ve, kaj bi šli študirati, katero šolo bi šli. V osnovni šoli mi je vse šlo nekako brez problema, zato sem šel v gimnazijo, da bi si 4 leta podaljšal to odločitev. Klasika. Ko so ta 4 leta minila, zopet nisem vedel, kaj bi šel študirati, ne. Nisem imel pojma. Sem dal elektro, takrat so bili moderni te hi-fi elektronika, glasba pa to. Elektro pa gradbeno sem dal prošnjo in sem z obeh fakultet dobil pozitivno, ne, in zdaj pošljite nam original spričevalo, ne, in pol pač, ko moraš original spričevalo, včasih ni bilo elektronsko, pa prva pa druga izbira, je bilo malo drugače, si bo pošti to pošiljal. In sem se nekako odločil za gradbeništvo, v glavnem na prigovarjanje enega od bratov. Imam 3 starejše brate in najstarejši je elektrosmer, drugi je strojna smer, tretji je matematik. In kaj če meni pol drugega prostati, sem hotel ponavljati za enim in sem šel v gradbeništvo. Jaz mislim, da so se prav odločili, ne, glede na dosežke. Ja. Kako pa ste potem v sklopu faksa oziroma fakultete? Ja, pol pač študiraš, delaš izpite in pol v enem zadnjem letniku je bil profesor Račanski, je imel prednapeti beton in tam je dal neke primere mostove in včasih to bilo drugače, danes dobiš prijavnico študentov, ne smeš, ne vem, varovanje osebnih podatkov, pa to ne smeš gledati indeksa, ne, da bi videl, ali ima dobre ali slabe ocene, včasih je bilo to drugače. Ne. In je ta profesor Račanski listal indeks, ne, videl dobre ocene, je rekel, če bi šel k njemu delati v biro, projektivni biro Gradis, tu zraven fakultete, dol pri Dravi. In je zadeva bila taka, da sem imel štipendijo pri SCT-ju. Je rekel, ni problema, če treba kaj vrniti, bomo vrnili, pridi k nam v službo. In tako se je začelo. Ne, sem prišel tja in sem videl, da je to zanimiva zadeva. Verjetno, če bi kam drugam prišel, bi verjetno tudi bila zanimiva zadeva, pa bi tam delal, ne, na tistem področju. Ampak potem me je projektiranje pa mostovi potegnilo in tu sem. Ne, zdaj, 8 let sem bil pri Gradisovem biroju. Tam sem že imel svoje projekte, ne dosti, ampak mislim, da sem bil na 4 objektih sem bil odgovorni projektant. Zdaj, tam nisi imel kaj dosti izbire, ne, Gradis je bil takrat druge obrate, kjer je delal montažne nosilce.
in si mogel pač projektirati z montažnimi nosilci. Razen en objekt, kjer se je zgodilo, da se ni dal narediti na tak način, bili so tudi dopusti in so mene našli, da sem me dopusti preprojektiral in takrat sem imel prvič možnost narediti svoj projekt, to je bil most čez Pišnico pri jezeru Jasna, en ločni most. In takrat sem videl, da je to še bolj zanimivo, kot pa samo zlagati montažne nosilce tipske, kjer si bil na pol projektant, druga polovica so pa bili tisti iz obrata, ki so povedali, kateri paži so prosti in si to mogel uporabiti. No, to je bilo po 8 letih, 8 let. Traja kar dolgo časa, da priješ do nekega vodilnega mesta v projektivi, ne? Da nabereš izkušnje. Pa... Projektivi traja mnogo del časa, da napreduješ, da priješ do nekega vodilnega mesta, ja, do nekih samostojnih zadev, kot pa na gradbišču. Na gradbišču si lahko nek šef v kratkem roku, ne vem, 2 let, 3, toliko, da narediš strokovni izpit, pa in si že vodja projekta. Na gradbišče je druga stvar, tam je glavna zadeva organizacija dela. To je bistvena zadeva. Tu pa pač moraš dobiti občutek za konstrukcijo, preštudirati razne predpise, Eurokodov za konstrukcije, teh 8 oziroma 9 delov, zdaj po novem že, je 13,000 strani, nekaj čez. In zdaj to, vse en to človek ne more preštudirati, tega je preveč. Zato je zunaj običaj v teh večjih birojih, da se grejo specializacije. Nekdo dela jeklene konstrukcije, nekdo dela betonske, prednapete, tretji dela lesene konstrukcije. Slovenija pa mala, ima ta problem, da pač ni toliko ljudi, da bi lahko se šli specializacije, ni toliko dela, da bi jaz samo delal samo prednapete mostove ali pa kakršne sem pač naštudiral. Ne. Moraš delati, kaj dobiš, pač moraš se vsest, preštudirati tisti del, mogoče kaj dati, poiskati kakega strokovnjaka. Največji biroji nemški, to je LAP, Leonhard Andre & Partner, ki so delali izvedbene načrte za beograjski Ada most, so na primer imeli podizvajalce za temeljenje iz Dunaja, za fondiranje, za veter pa seizmiko, pa eno poseben biro, ki se samo s tem ukvarja, samo z seizmiko in vetrom, z dinamiko. Ampak kdo potem pobirajo projekte povsod po svetu, specializirano samo v to? Teli veliki biroji, nemški, pobirajo vse povsod po svetu delo, imajo tudi svoje pisarne na Kitajskem, v Ameriki, v Nemčiji imajo, v vseh glavnih mestih imajo pisarne, to so ogromni biroji, recimo teli posebej še pa angleški, pa naprimer danski, ne, Kovi, to so v 10,000 zaposlenih imajo te biroji. Samo v projektivi? Samo v projektivi, ja. Pa svoje delo razpršijo še, recimo. Ja, delajo po celem svetu, ne, ampak moraš iti v to so biroji, ki so stari in imajo tradicijo in so postopoma rasli. Ne. V Sloveniji si težko predstavljam tak biro. Tudi Avstrijci imajo večinoma manjše biroje. Ta avstrijsko-nemški sistem je drugačen, ne. Ampak te biroji njihovi, ki delajo pa po celem svetu, so pa ogromni, ne. Sploh anglosaški. In potem ste se vi tudi odločili ustanoviti svoj biro projektive? Ja. Z gospodom Marjanom Pipenbacherjem, ne? Drži. Kako to, da ste se odločili za svojo pot? Ja, en od glavnih razlogov je ravno to bil, da smo lahko delali svoje zasnove. Tam smo bili vezani na Gradusov produkt, na nosilce, to so bili škatlasti in nosilci različne višine in ko si imel recimo razpone, določen razpon, pol si vedel, kateri nosilec paše k temu razponu, si zložil tiste škatle ali pa nosilce skupaj in to so bile neke branaste konstrukcije, ki so se ponavljale. Zdaj, takrat se je že začelo tudi to, da se je opazilo, da te montažne konstrukcije pri mostovih niso tako trajne kot monolitne,
spremljali smo strokovno literaturo iz tujine, predvsem največ nemško, tu lahko pogledate cel kup revij odzadaj, nemško, in tam smo videli, da pač drugi delajo drugačne stvari in smo hoteli tudi iti z stroko malo naprej, in to je bil en glavnih razlogov, da smo šla s kolegom Pim Vaherjem na svoje. Enkrat, ko smo se peljali iz Bleda, iz konstruktorskega zborovanja, smo se to po poti zmenila in evo, tako se je začelo. Kateri je bil prvi projekt, ki ste ga potem kot podjetje novo nastalo? Prvi projekt, prva številka, znate verjeli, je neka mrtvaška vežica. Na nečem se moraš učiti, ne? Ja, drugače pa prvi most, mislim, da je bil most Studenice, prvi malo večji projekt so pa bili za ljubljanski projektivni biro PNZ, viadukt, najdaljši viadukt na Podmežakli smo mi naredili zasnovo in statične izračune. Takrat smo bila, na začetku smo bila sama. Nismo imeli kapacitet za risanje in so oni so zrisali. Njihov direktor je bil vodja projekta, zdaj že pokojni Vili Celcer, je bil vodja projekta, mi dva pa smo bila projektant zgornje in projektant spodne konstrukcije, nekako tako smo se razdelili. To je bil en večjih objektov začetnih. In kako se je pol recimo nek projektant, kako bi rekel, loti tega samostojnega projekta, tega svojega mosta, recimo od neke ideje čisto, pa pol do same realizacije? Ja, poti so različne, odvisno na kak način se pride do naloge, do pogodbe, do dela. Eden od načinov so recimo natečaji. Tam pri natečajih je ponavadi glavni problem most in pri natečajih iščejo nek presežek, neko noviteto, neko novost, nekaj, ali je to iz oblikovnega stališča ali iz tehnološkega ali kakršnega koli drugega. Takrat je most glavni. Če pa gre za prometnico, recimo cesto, avtocesto ali pa železnico, potem pa smo mi podizvajalci tem projektantom cest in železnic, oni potegnejo trase in gre po fazah, najprej iščejo variante, katera cesta bo potekala na katerem načinu, to je lahko ogromno variant, to je recimo za Črnikalje bilo, ne vem, 34 zelena ali nekak tak, ne vem, kjer je bila na koncu zbrana varianta, ocenjujejo to varianto, traso in jo zberejo, potem pa šele prijemo projektanti mostov, ki zafilamo tiste lukne, pa doline, pa premostimo reke, pa nadvoze, podvoze, kar je pač potrebno. Tako da, če prav razumem, vi nimate nobene besede pri izbiri, kako bo prometnica potekala? Ja, ali imate? Imamo, če smo dovolj hitro vključeni v te zadeve, ker včasih pri večjih mostovih ali bolj zakompliciranih problemih je glavna problematika na mostu. Potem se pogovarjamo, ali premostiti reko pravokotno ali poševno, ali kaj je glavna problematika. Tista je vodilna in tisto problem rešujemo. Pri nekih trasah, avtocestah pa dejansko mi pridemo kasneje. Včasih nam je všeč potek, včasih ti je malo manj všeč, ampak treba je pač priti do konca z delom. Potem se prilagajaš situaciji, noben projekt na koncu ni isti. Res je, dostikrat se to zgodi, ali pa mogoče celo večinoma se zadeve popravljajo na nek način. Recimo, zdaj tretja os, hitra cesta, tretja os, Velenje Slovenj Gradec, je že bilo tako, da so se ugotovile na prejšnjih fazah neke napake v projektih trase in potem je bilo treba pač popraviti traso, omejen si običajno z državnim lokacijskim načrtom, to pomeni trasa plus minus toliko in toliko metrov, recimo, ne vem, levo, desno, 15 metrov, oziroma koliko se odloči projektant ceste, to potegne in tam znotraj lahko iščeš popravke, izboljšane verzije ali kaj takega. Ker če moraš ven iz tega, je časovno in organizacijsko prevelik problem, to so razgrnitve in tako naprej, to traja leta, temu rečejo umestitev v prostor.
To lahko traja leta, to lahko traja 10 let, načrtovanje traja 5 let, izgradnja pa 2 leti. Ne? Ja, slabih 20 let. Na glavo vrnjeno. Ne? Recimo zdaj, če se usmerimo kar na mostove. Ne? Ko se ko gradite oziroma ko estetsko gledate na kako bo most izgledal, ne? Je dovolj samo, če poznate pač preračune, mehanika, ali potem tudi tu ima arhitekt kakšno vlogo pri ideji, oblike, izgleda. Kako uskladiti obliko pa potem računske komponente. Jaz zagovarjam neko vrsto funkcionalnega pa konstruktivnega minimalizma. To pomeni, nikoli ne pristanem na to, da bi se nekaj dodajalo gor, da bi objekt z ograjo ali pa z neko fasado krasili, ampak probamo poiskati čisto obliko, iščemo vedno čim bolj enostavno rešitev problema. To je naša ustaljena praksa. Seveda pri natečajih ali pa pri bolj kompleksnih zadevah, da mislim, da treba včasih pri natečajih je obvezna udeležba arhitekta v ekipi. Razlog običajno je zato, ker natečaje pripravlja Zbornica za arhitekturo in potem pa seveda piše to, da moraš obvezno imeti njihovega člana zraven, kar pa običajno lahko koristi, sploh če se ujameš z arhitektom, to pač običajno ne škodi. Imeli smo že tudi take probleme, da smo slabe primere, tudi smo že imeli, ampak potem pač delaš s tistimi, s katerimi imaš dobre izkušnje in delaš s tistimi arhitekti, pač, ki te ustrezajo, ki veš ti za njega, kam se nagiba in on za tebe veš že, kam se nagibaš. Ampak v vodilnem položaju je še vedno projektant, ne, oziroma inženir. Fizika je zahteva svoje, gradbena mehanika zahteva svoje. Ne more reči, da bi imel pol metra debelo konstrukcijo, če fizika zahteva 2 metra debelo konstrukcijo. Pač enostavno ne gre. Ne. Včasih se prije na neko mejo, ampak kje je ta meja, je običajno težko reči, ne. Ker če greš preveč na neke vitke, transparentne zadeve, ima lahko to tudi problem v kakšni trajnosti mosta, ne, ali pa v uporabnosti. Če narediš previtko, peš most bo vibriral. En takih primerov je Ribja brv v Ljubljani, prek Ljubljanice. Ljubljanica je ozka, veste, to ni tako Drava, ne, to še na obeh straneh ima zidove, to je v bistvu en kanal, ne, pa ima dosti več prometa ladijskega, kot pa Drava. Pač Ljubljana je bolj turistično mesto, največje je, logično. No, ta Ribja brv je v Plečnikovem okolju, smo rekli, da bomo šli minimalizma, najmanj, kar se da narediti, ne. Naredimo eno čim bolj tanko brv, nič stekleno ograjo, pa samo nosilček in koliko tanek je zdaj lahko, ne, 25 metrov je bil razpon in smo naredili 50 centimetrov debelo jekleno konstrukcijo, ki je bila ob strani zašiljena na 25 centimetrov, to pomeni, v strani vidiš samo 1:100 razmerja, kar izgleda zelo nerealno, surrealistično, izgleda zelo pretanko, ne. In dejansko, če ne bi dali noter še dušilca vibracij, bi to kar fajn vibriralo, ne. Zdaj, do kod iti, ne. Zdaj lahko narediš mogoče še 1 centimeter tanjšo, ne, pa še 1 centimeter tanjšo, pa še 1 centimeter tanjšo, ne. Kje je zdaj tista meja, ne? A to se mora upoštevati tudi potem pač obremenitev pa vse, ne. Pa če pride do potresa, je to problem, da steklo poči, ne. Ja, seveda, steklo je občutljivo na deformacije, ne, če so deformacije prevelike. Zdaj pri pešmostovih so ponavadi res problem vibracije, ampak siljenje vibracije zaradi pešcev. Pešci se nekako prilagajajo v ta mornarski korak, sploh levo-desno, prečne, če je dolg most, to je en najbolj znanih primerov, je Millennium Bridge v Londonu, viseči most v centru Londona, ki so ga takoj po otvoritvi zaprli, ker je na otvoritev prišla množica ljudi in most se je začel počasi prečni smeri nihati, vertikalno ima kable,
prečni smeri se je začel nihati in potem se začnejo ljudje, temu se reče morarski korak, ne, ko on gre levo, ti stopiš levo nogo in ko gre desno in so ga začeli poganjati in so most zaprli, za 2 leti dodali dosilce, popravili. Most je takrat, precej star most že, mislim, da je stal 2 milijona funtov, nekaj takega. Ta sanacija, da so ga popravili, pa skoštala 3 milijone funtov. In to je Kovijo, ki je to bil projektant, zdaj največja referenca, ne? Ker ti se negativna referenca se dosti več naučiš kot pozitivna. Ne? Si nekaj naredil, pa ne veš, zakaj je vrejo, pa kakšni so lahko problemi zade. Če se pa nekaj zgodi, pol se pa največ naučiš. Ne? Kaj pa recimo, tu smo zdaj en peš most obdelali, kaj pa recimo en most na Adi, recimo, to je en vaš imenitnejših projektov. Kako pa ste se recimo tega lotili? Ne? To smo se lotili skupaj z arhitektom Gabrielčičem in smo se nekako probali postaviti v natečaj. To je bil natečaj, to je en mojih ljubših mostov, zato ker smo zmagali na natečaju, kjer so sodelovali vsi največji evropski biroji. So sodelovali, ker je pač tak velik most in so pač hoteli priti do dela. In smo se probali nekako postaviti v tisto dušo takratno srbskega naroda. Takrat se je začela demokratizacija dol in so bili pripravljeni marsikaj narediti za to. Mislim, da so bili takrat dosti bolj odprti pa demokratični, kot so danes dol. In so imeli, ne vem, ideje nekaj se postaviti s tem mostom pred svetom. Ne, in smo rekli, evo, oni imajo takrat tam dol eno pivo, ko so imeli reklamo svetsko, a naše. Ne, kjer pivo, že točno se ne spomnim, kako se mu reče. Ampak evo, mi smo rekli, naredimo jim mi tak most, ne, svetski, a naš. Ne, in smo jim na špic Ade postavili pilon, visok 200 metrov, 175 je samo potrebnih, dali smo še en špic, to je edina arhitekturni dodatek. Na tem mostu ostalo vse konstrukcija. Tisti špic je klen, da smo prišli do 200, ne, to je pač številka. Ne. Rekord neki. Neki rekord, ja. In pol špic po Savi, nobenih stebrov in s tem je nastal razpon 375 metrov takrat, v PZI-ju se je bolj povečal na 76, da je deljivo 4, ker tako so jeklene konstrukcije običajno. 375 metrov, dali smo ves promet, 2 tirna vozila in 6 pasovnico, pešce kolesarjev, eno ravnino in je nastal most širine 45 metrov dolg, cel ta glavni most je okoli kilometer dolg, pol ima na obeh straneh, ima še pristopne zadeve. In mi smo to najprej narisali pa probali in pol smo še le šli gledati, koliko pa so sploh rekordi v takih zadevah. Ne? So videli, da bi to bil svetovni rekord za naša prva rešitev je bil ta veliki sportov kompozit, jeklo plus betonska plošča, to jim bi bil svetovni rekord v tem. Potem so oni to, mi smo na natečaju zmagali med množico evropskih projektov, taki kot so Schleich, Bergman & Partner, Takovi in taki biroji, ki so delali te velike mostove po severni Evropi, to Danska, Švedska pa te zadeve. Mi pa nismo še nikoli takega naredili. Ne? In jeklena škatla je bila visoka 4,5 metre, to si predstavljate z recimo stanovanjsko etažno višino ali kaj takega, pa 10 metrov široka jeklena škatla, pa 4,5 metre visoka. In ker takega še videli nismo, ne, dolani profesori beograjski pa so to že delali. Mi še kaj takega videli nismo in smo hitro naredili na Gorenjski avtocesti en sobrežen most, 3 metrov visoko škatlo, da smo dobili nekaj izkušnje, ne. Preden smo začeli delati dol, potem na osnovi zmage na natečaju smo dobili naročilo projekta in ta čas smo hitro naredili en viadukt še na Gorenskem, da smo prišli nekih izkušenj, da smo sploh se lahko z njimi pogovarjali, ne. Ker ne moreš ni samo znanje, veste. Znanje je en del, drugi del so pa izkušnje, ne, in brez izkušenj ne gre, ne. Povezava obeh mora biti. In to zdaj, ko ste rekli, kako smo začeli,
ne moreš narediti takoj rekorden most. Ti moraš narediti najprej manjši, pa večji, pa še malo večji. S tem si dobiš še tisti tretji del, ki ga prej nisem vedel, ne? Znanje, izkušnje, tretji del je pa samozavest. Da si upaš to narediti, ne? Ne samo, čeprav veš, da bi znal, ne? Da bi nekako to preštudiral teoretično, moraš tudi si upati, ne? Upaš si pa, če imaš one dva dela, znanje in izkušnje. Vedno, ko sem gledal kakšno balkansko serijo, ali pa ki je snemala ta pogled Beograda recimo od zunaj, vedno je bil most. Ta most, tako da verjetno ste res zadeli to, ko ste prej opisovali. Res, jaz sem tudi ravno kar gledal. Svetski je naš. Pozabil, kako se imenuje, 10 delov je bilo na enem programu, ko lahko gledaš kar te njihove filme pa nadaljevanke. Res, ko so imeli, oni imeli stanovanja, so imeli razgled na dan in vedno se je končalo, začelo za mostom. Tam je ena zanimiva, kako bi temu rekel, spomin ali skeč ali kaj je ena anekdota, ko smo se dobili bolj še ostali, tudi ogromno Srbov je ponujalo, ne. Eden je tudi imel podoben most na en pilon, ne, ampak ga je postavil, ni ga dal na suho, mi smo ga dali na suho, na špic, ne, pa smo premoščali vodo, on ga pa dal v sredini, tam v Savo, ga je postavil, ne. Pa so mu rekli oni kolegi njihovi, zdaj vse lahko tu govorim tudi v original, ne, v srbščini, so mu oni rekli, lep ti je pilon, samo zašto si ga stavil usred Save? Pa on je rekel, pa da ti znaš, koliko je Sava odnela ovog šljunka, da bi mi sve to vratili, moj pilon bi bil na suvom. Zanimivo. Kaj pa recimo dvižni most? Sem videl, da ste tudi projektirali. En projekt ste imeli samo z dvižnim mostom na Poljskem. Ja. To pa verjetno spet drugačna konstrukcija. To je konstrukcija, ki se giblje dejansko. Ja, včasih se javimo na neke natečaje, vsake toliko časa, kdaj pač nam čas omogoča. In to je bil tak zanimiv projekt, ker je bilo skoraj v centru tega starega mestnega jedra, Gdanska, v zaščitenem območju. Krasno mesto priporočam, če boste kdaj imeli priložnost, obiščite. Res krasno mesto. Žal narejeno na ruševinah, pa je 2,5 metra višje od original terena, ker ostalo so vse ruševine, ne. Bil je porušen, Rusi so ga porušili. To je bilo včasih nemško mesto, zdaj je poljsko. Seveda, nobenih izkušenj nismo imeli z dvižnim mostom, ne. V Sloveniji ni potrebe, potem ni takih plovnih rek. Dvižni mostovi se delajo v ravninskih, nižinskih terenih, kjer so plovne reke, tako kot je Nemčija, sever Nemčije ali pa Nizozemska, ne, tam so Danska, to so dvižni mostovi, ne, kjer so ravne pokrajine, pa velike reke plovne in tam pač ne moreš ceste narediti takega kamele preko, ne, ampak delajo z dvižnimi mostovi. In seveda, mi smo se lotili na ta način, da nismo imeli pojma, ne. In če nimaš pojma, si neobremenjen z klasičnimi rešitvami, ne. Če ti pristopiš, to je tak neke vrste out of the box, rešuješ nekaj, kar nimaš privzgojenih rešitev, ne. Klasičnih, ne, se veš, protitež, ne vem, ti se vse zadeve prideš, pa rečeš, kako bi pa to zdaj z današnjim znanjem to rešil, ne. In mi smo naredili, da s temi poznamo pa dobro hidravlike, ker smo se ukvarjamo z napenjanjem pa tem, in smo pač enostavno z 2 hidravličnimi rokama, vsaka po 300 ton, 7 metrov dolga, ne vem, koliko ima 5 metrov hoda, ali ga, in to dvigne taki 40-metrski jekleni del. In ko se to dvigne, ne, 40 metrov, to je 10-11 nadstropij, ne, ko se to dvigne, je više od onih vseh sosednjih stavb, tako da ga vidiš iz druge ulice, ne, ga vidiš, ko se nad streho dvigne. Prek 100 se jih je javilo, da bi to delalo, so dvignili te razpisne pogoje, 60 ali nekaj takega, 60 rešitev z celega sveta je prišlo, tam nismo poznali nobenega in so zbrali našo rešitev, ne. Wow, to pa te res najboljša zmagala, ne. Ja.
tako je kar fajn spomin. Ja. Pa smo se pogovarjali s temi iz mesta, pa ko so bili v komisiji, in so rekli, da en je starejši gospod je že umrl takrat. Je bil predsednik komisije, je bil oblikovalec pri Pininfarini, Poljak. Tam je bil v penziji že, pa so ga dali, ker je pač bil tak znan oblikovalec, je bil predsednik komisije. In on je rekel, ta rešitev ali pa nobena. Ker je res taka minimalistična, mogoče kot detajli, kot v kakšnem avtu, ali kaj, ne vem, kaj on oblikoval točno. Skratka, zbrali so to rešitev. Tudi Puhov most je eden izmed vaših projektov bil, ne? Povabili so 3 ali 4 firme, pa je prišlo 5 ali 6 rešitev, pustili so, da lahko vsaka firma da 2 rešitvi. Nekaj takega. Mislim, da je 5 rešitev prišlo in je bila zbrana ta rešitev, ki je izvedena. In dejansko smo natečaj tako natančno izdelali, da je točno takšna izvedba, kot je bilo v natečaju. Dostikrat so natečaji, tako sploh, kdaj arhitekti delajo, da pripravijo neke krasne renderje. Da lepo izgledajo. Zgleda krasno, lepo, vse fino, tudi zmeriti ne moreš mere, če štimajo, ne? Na renderjih dimenzije ne moreš preveriti. Ne? Ker zgleda krasno in pol, ko pa pride do izvedbe, pa sve čist nekaj drugega. Ne? Ker tam on naredi stavbo transparentno, ti vidiš not ljudi, ko hodijo, pa to, ne? Tega ni, ne? Tudi če je steklo, ni transparentno. Ne? Nobena stvar ni transparentna, odbija se od stekla svetloba. Ne? No, na Ptuju smo zmagali na natečaju, na tak način smo prišli do dela. Je en poseben most, to je tako imenovani Extrados bridge, sicer s kabli, ampak so kabli postavljeni tako nizko, da konstrukcija ne visi na kablih, ampak te kabli napenjajo to gredo, to je v bistvu bolj podobno prednapetemu mostu, kot pa visečemu mostu. Zdaj, zakaj so piloni tako nizki? To je bil en od pogojev Zavoda za varovanje kulturne dediščine, da se ne bo pokvarila veduta na Ptujski grad. Zdaj, tehnično bi bilo mnogo boljše, če bi namesto 8 metrov, ali koliko so pustili, toliko, ko so luči za cestne svetilke, so tudi lahko 12 metrov visoke. Ne? In zdaj, če se za svetilko postaviš zadaj, tudi nič ne vidiš, ne? Ni vedute naenkrat. Ne? Veduta je pač stvar, kam se postaviš, ma kam gledaš. Ne? Res. No in zaradi tega so piloni mogli biti tako nizki, če bi bili malo višji, bi bilo malo manj tehničnih problemov, še vedno bi bil Extrados most. Posebnost tega mosta je, da je v krivini. Zelo malo mostov s kabli je v krivini, ker je to ena posebna zahtevnost, ampak zgleda pa mnogo, mnogo lepše, bolj dinamično, kot če se peljete čez, vidite most strani, vodite vse pilone, vidite jih enega za drugim. Ne? Če je to ravno, ne, potem vidite, pač se zgubi v tej perspektivi. Ne? Recimo podoben most, Extrados, nekaj podobnega je sistemu je Pelješac, kjer je sam most na tem delu, kjer je obešen je ravn, ne? Ampak ima zato pristope v krivini in ga z tiste krivine lepo vidiš. Ne? Če smo že pri krivine, glih, za vami je most, ki ste zmagali, oziroma drugo mesto, 2 druge mesti na natečaju, pa še ni bil izveden. Za mano je. To pa je natečaj mestne, jaz mislim časovno. Ne. Fizično. Okay. Ta most, ki je odzadaj, je brv, kolesarska brv, ki je nastala pri natečaju mestne občine Maribor, ki je želel imeti krožno kolesarsko pot, dravsko krožno kolesarsko pot, tako se imenovalo, da prideš iz levega brega na desni breg ali obratno in da se lahko pač kolesarji tu glavnem rekreativno vozijo ali pa pešci, da poveže, ne? In da nudi nove vedute na jez, na Dravo, na otok in tako naprej. Tu so prišle samo 3 rešitve, ker so bile precej velike reference zahtevane. Prve nagrade niso podelili so 2 drugi enakovredni nagradi. To je enemu španskemu arhitektu in pa nam.
Mi smo se celo pritožili, da tista rešitev ni izvedljiva, ne? In če taka, kot je, ni izvedljiva, pol tudi vizualno ne moreš primerjati, ker bi tisto rešitev mogel toliko popraviti, da ne bi bila več podobna tej, ki so jo na renderju prikazovali. Ampak ta pritožbena komisija, ki to ocenjuje, oni gledajo samo formalni postopek. Če je bil postopek pravilno peljan, je ok, če ne gledajo vsebine, njih ne briga vsebina, če je to tehnično izvedljivo ali neizvedljivo, to jih ne briga. Pravniki gledajo samo, če je bil postopek pravilno peljan ali ne, nič drugega. To dostikrat vsebina ni važna, tudi v projektih današnjih gradbenih zakon je tak, da terja cel kup nekih izjav pa postopkov, pa kaj pa vsebina projekta, to ne gleda nobeden, ne. Ti samo podpiši, da odgovarjaš za vsebino, pa zdravo, to jih samo zanima. Moraš pa jih imeti, da če prije do česa, da pol dokažeš, da je bilo vse naredo, ne, kar določa zakon. Ja, oni so pa pokriti s tem, da ima izjavo, ti si podpisal izjavo, da je ono skladno z zakonodajo, ti si kriv, ne. Če oni niso krivi, kriv si ti in petek, kao želijo vsebina, ne. Vsebina ni pomembna več danes, samo še forma. Izgled, ja. Kako pa, da ste se odločili za ta polkrožni oziroma res fenomenalen izgled loka mostu? To zdaj ni samo oblika, ne, da bi to zdaj izgled bil tak, ampak je zaradi stabilnosti. Konstrukcija je, to je v bistvu, če rečemo pol horizontalnega loka, ne, ali pa pol kolesa, ne, ki ga držijo teli kabli nazaj, tako kot pri kolesu, biciklu držijo špice, to kolo zgleda, kot da je v zraku, ampak ni, ne, to je zdaj vse stabilno, mora biti stabilno, ne. Take stvari se lahko zgradijo samo na pomožnih podporah, na odru, ker ko vse to napneš, zategneš, šele takrat je stabilno in lahko te začasne podpore omakneš. Tekom gradnje bi vse slonelo na nekih podporah v vode. Ja, tako, ja. Take zadeve se ne dajo drugače narediti, to ni kot greda, ki bi jo lahko recimo konzolno gradil ali ne vem, potiskal ali kaj takega, ne. Tako da ste se dobesedno dotaknili vsega, ne, ker je krožna kolesarska pot, je v obliki kroga most, plus v obliki kolesa od pač kotača, ne. Tako ste šli podrobnosti izgleda tudi vi. Ja, vse to, pa dolžino smo s tem povečali, ker je višinska razlika med levim in desnim bregom in je za kolesarje omejitev naklona, s tem se je podaljšala dolžina in je ta naklon prišel na tistih dopustnih 3%, ker če so zelo dolgi vzponi, to ni dobro za rekreativne kolesarje. Ok, danes imamo električne bicikle, ampak te predpisi so za navadne kolesarje, ne. Zanimivo mi je bilo, da tudi verjetno, ko ste rekli, da bi slonel na podporah, verjetno tudi morate samo proces gradnje potem tudi vi obvladati kot projektant, ne samo statiko. Seveda, ne moraš nekaj zasnovati, nekaj narisati, kar ni izvedljivo, ne. Ti moraš vedeti, da je izvedljivo, to pa dokaže z neko shemo gradnje, s tehnologijo, ne. Pol pri izvedbi dostikrat pride do tega, da ima izvajalec kakšne svoje ideje, ne. Če so boljše, sprejemljive, jih uporabimo, ne, drugače pač ostanejo tiste začetne ideje. Je verjetno tudi veliko tega dogovarjanja, dogovorov s samim izvajalcem, ne vem, ko so neki razpisni pogoji vami, potem izvajalcem, pa kompenzacije, da ni samo to, kot si vi zamislite. Ja, to je precej odvisno od načina razpisa, pa od velikosti, pa zahtevnosti objekta. Več načinov razpisa je, ne. Eno je to, da naročnik, običajno za manjše zadeve naročnik naroči dokumentacijo do PZI, do konca, ne. To je za take stvari, ki ni odvisna od tehnologije, recimo za stavbe, to se da vse narediti do konca projekt. Za manjše mostove, za velike mostove pa enostavno ne gre, ker so odvisni od opreme, s katero se bo gradilo, ne. Tam pa in moramo potem te prereze, luknje, prijemališča, vse te zadeve prilagoditi tej tehnologiji, ne. In tam je bolj smiselno delati po tako imenovanem design build sistemu, ker izvajalec pride z svojo opremo, z svojim tehnologijo, s svojimi izkušnjami in se na osnovi tega naredi dokončni PZI projekt, ne. Seveda mora štimati dolžina, širina, pa te osnovni postulati, ki so predpisani v razpisu, morajo štimati, ne, ostalo pa si izvajalec lahko prilagaja svoji opremi.
Pol bi se še jaz mogoče, zdaj smo neki sektor mostov obdelali, pa bi se dotaknil, kako je to bilo recimo nekoč projektiranje, pa danes, recimo, ko ste vi začeli, kakšen je bil napredek, ne? Ja, pa tu je razlika biti projektant nekoč danes, znanja, ki jih potrebuješ. Pravega ste vprašali, jaz sem že toliko star, toliko let imam izkušnji, da res lahko to povem pa primerjam. Ne. Mi smo začeli delati, risati, ko se je striktno risalo z roko na papir, na risalnih deskah, kompletno, takrat še ni bilo nobene digitalizacije na tem področju. Medtem ko pri sami statiki je že bila nekaj, ne, nismo imeli samo teh malih namiznih kalkulatorjev, ne, imeli smo že tudi malo večje računalnike, uporabljali smo tudi tisti IBM na tehnični fakulteti, takrat še prvič celo na kartice, to, poznate to? So se kartice luknale, take papirnate kartice, ko razglednica je bila naluknjena in to Jaz ne vidim. In si pustil tak šop kart noter in on to prečital podatke, pa obdelal v programu, katastrofa. Ne? Pa je bilo en velik računalnik, je bilo tu v Mariboru na Dravskih elektrarnah, in smo v biroju pač si napisal DEM, ne, si šel tja delati na računalnik, ne, so pol to drugi pogruntali, en je napisal, ko je šel ven, je napisal GMV, ne, sprašali, kam si pa ti šel GMV, ne, pa on je napisal, grem malo ven. Tako da ta razvoj je bil, ko sem študiral v prvem letniku, so nas učili še, prvo leto sem naredil v Ljubljani, pa drugi, tretji, četrti v Mariboru. Aha. In je bil tam profesor Cerar, ki je imel tehnično risanje in tam pri tistem tehničnem risanju nas je celo na Rechenschieber učil računati. Kaj sploh veste, kaj je to Rechenschieber? Ne. Ne bi vedel. Povejte. Kako se temu reče? Linijsko računalo, to je en tak logaritmsko računalo. To sem že slišal. Ti seštevaš, tam so bile logaritmske skale in če si ti seštev dva logaritma, zdaj vidva bi to mogla vedeti, ki sta matematiko morda želeti, ne? V malem prsti zdaj. Ne, to pomeni, če hočeš množiti dve številki, je isto, kot če šteješ logaritma dveh številk, pa pol antilogaritmiraš, ne? Seveda to, ne? To smo pri zvoku uporabljali. To se spomnim, to sem jaz delal nazadnje v gimnaziji. Ja, logaritemsko računalo se temu reče in to si pač približno računal, ne. Ti si decimalno vejico si pa mogel sam določiti, ne, to so bi tisto 10 na drugo, pa 10 na tretjo, ali kaj si pač imel, si mogel dati ven, pa si samo te osnovne številke množil pa računal, ne. Skratka, s tem v praksi nikoli nisem računal, z logaritmskim računalom, ker so že bile takrat te namizni kalkulatorji. Ja. Pa smo za te kalkulatorje neke programčke pisali, to je bil HP41, je imel čitalec malih kartic gor, smo si programčke pisali za dimenzioniranje prereza. No, zdaj pa je to prišlo tako daleč, da je cel kup softverov in za računanje in zdaj poskušajo najti softvere, ki bi zmodeliral in bi ti računali in risali, ne. In to za visoko gradnjo, ta BIM pa te zadeve, ne, to visoko gradnji že kar dobro funkcionira. Pri mostovih pa mi še kar nekako ločene programske opreme uporabljamo, ker so bolj učinkoviti, boljši, bolj zanesljivi in tako naprej. Gre pa zadeva v tej smeri, ja, da boš ti najprej zmodeliral, boš pa lahko naredil računski dokaz iz istega modela, pa uporabljal za grafiko iz istega modela, vzdelal nekaj prerezov. V tej smeri gre, ne funkcionira pa še. Kako pa samo projektiranje čiste statike, recimo, imate tudi potresno karto Slovenije, kako pol v nekem mosti zaobjeti vse obtežbe, ker nam deluje dejansko temperatura, veter, potres, vse možne potrežbe, pa še neko obtežbo prenaša, ne? Ja, pa ne samo to, tudi trajnost, ne, bi rekel, na njega vplivajo tudi voda, vlaga, sol, temperatura, ne, tudi zunanji vplivi. Razlika med mostovi pa stavbami je v tem, da stavbe imajo streho pa fasado in je konstrukcija znotraj zaščitena,
Po Eurokodu naj bi ta konstrukcija trajala 50 let. Medtem ko mostovi so pa izpostavljeni vsem vplivom, vibracijam, kamionov in tako dalje, solem in soncu, njihova trajnost pa naj bi bila 100 let. Ne? To je malo kontradiktorno, nelogično, ne? Ampak ker so mostovi sestavni del kritične infrastrukture, ne? To se pravi teh povezav, prometnih povezav ali na cestah ali na železnicah, to mora delovati tudi v izjemnih razmerah. Ne? Če pride do potresa, do poplav, ne? Bistveno je, da lahko ti prideš tja pomagati, ne? Da se lahko tja pripeljejo gasilci, reševalci, kdorkoli, ne? Do teh krajev, to se pravi, mostovi morajo biti bolj odporni. Kritične točke na cestnih povezavah so ravno ob mostovi, saj običajno, ne? Včasih tudi kakšni plazovi, ne? Pri deževju pa potresih tudi plazovi so tisti problem. Drugače so pa to ravno objekti, cestni pa železniški objekti in zato moramo pač vse te zadeve upoštevati. Potres, naprimer, ko ste omenili potres, ne? Potres je tudi naredil, analiza potresa je tudi naredila ogromen napredek v teh letih. Mi smo od začetka, pa tudi recimo Nemci, ko nimajo toliko potresa, ne, sploh sever Nemčije, oni kar imajo recimo stavbo, pa imajo horizontalna sila 3%, včasih smo imeli 3, zdaj imajo mislim, da 5% horizontalne sile, daš na stavbo statične nadomestne obtežbe, pa si zaključil. Ne? Zanimivo. Ne rabiš računati potresa, tam gor ni potresa, to se pravi, potres pomeni, da je horizontalno, da so konstrukcije so zaradi lastne teže pa ostalih obtež vertikalno obtežene, zaradi potresa pa vetra pa horizontalno obtežene, ne? In morajo biti stabilne tudi na te zadeve. Potres je ena posebna obtežba, ki ne veš, kakšna bo, ne? Tla bo nekako treslo, veš, da bo treslo, ne? Veš tudi, kje je večja verjetnost, da bo bolj močno treslo, kje ne. Na kak način bo treslo? To pa ne veš, noben ne ve, ne? Imamo posnetke starih potresov, samo noben ni enak, ne? Noben potres med sabo ni enak, zato so se neki načini izoblikovali, recimo ena taka je modalna analiza z spektrom odziva, kjer ti izračunaš oblike in časovne hajne dobe konstrukcije in potem po spektru odziva pogledaš, kakšen bi bil odziv tega. Zdaj, recimo, tipična frekvenca potresa je do 5,5 sekunde nihajne dobe in če ima konstrukcija tako osnovno nihajno dobo, potem je velika verjetnost, da bo prišlo v resonanco. In tam je odziv večji. Če pa ima konstrukcija daljšo nihajno dobo, ne, recimo 2 sekundi pa več, to pomeni, da takle niha, ne, počasi, potem bo pa odziv manjši tega, ne, on bo tresl od spodaj, konstrukcija pa ne bo zanihala. Zato je ena taka spektralna krivulja, kjer ti pove, od spodaj je nihajni čas, tu pa odziv, koliko geja lahko pričakuješ in to je zdaj neki običajni način. So pa tudi bolj kompleksni načini, to je dinamična analiza, da preizkušiš stare potrese ali pa na osnovi starih okoliških potresov nek virtualni potres, da narediš, ali pa tudi po novem so zdaj te nelinearne analize, push-over analize, kjer probajo, koliko konstrukcija prenese deformacij pred porušitvijo. Ne. Tako da to je zelo, zelo napredovalo s tem softverom. Kaj pa glede, recimo, ko ste rekli trajnosti, zdaj že nekaj mostov po svetu je definitivno postavljenih, po teh 100 letih njega ni treba podreti, ali se odločimo za sanacijo ali pa oziroma izgradnjo novega. Odvisno, ne. Ste videli, da ni treba podreti, lahko sami padejo. Ne? Lahko sami padejo. Ja, ta Dresdno, nemški je bil star 53 let, ta v Polčevera v Italiji, ta velik Morandi viadukt pred par leti, ki je že v Genovi, ne? Ta je bil star 51 let, pa se je podrl. Tako da želena, pričakovana doba je 100 let. Ne? Če ga dobro saniraš, pa popravljaš precej več tudi. V Mariboru imamo primere, tudi če se gre na Maribor, naslov imamo zelo, zelo star železniški most,
170 let, nekaj takega. 1864 je bil prvi postavljen, pa je 20 let stal lesen most, rešetkast, pa je bil 46, ta je od 1865 ali 68 je ta in je 170 let star, najstarejši. Ta je bil, stari most je 1913, ne, je tudi 110 plus, ne, ta rdeči nočni most, ne. Jekleni mostovi, če so dobro vzdrževani, se dajo zelo dolgo vzdrževati, dalj kot betonski. Ugotovili smo pri betonu, pač prodirajo kloridi in izničijo tisto zaščitno vrednost betona, ki ščiti armaturo pred rjavenjem, ne. In ko to pride skozi zaščitni sloj, začne armatura rjaveti in potem rja poveča volumen in pač začne poči, zaščitni sloj pade. Zdaj, kje sem se zgubil pri starosti, vzdrževanju ali nekaj takega ste me vprašali. Zdaj, največ mostov je bilo zgrajenih po drugi svetovni vojni, ker se pač takrat Evropa skoraj cela porušila, ne. In so se takrat na veliko začeli mostovi graditi so se začele te avtoceste, nemški avtobani. Nemčija je bila ena prva, ker je bila najbolj razrušena od vseh. In so zdaj te mostovi stari 80 let. In sploh Nemci imajo en problem, ker se je vgrajevalo eno slabo jeklo za prednapenjanje v vzhodni Nemčiji. Mislim, da je bilo ruskega porekla, ki ima tako imenovano vodikovo krhkost. In če naletijo ta je bil Dresden, je bil tak primer, ta lahko pade brez opozorila. Brez opozorila lahko tak most pade. Ne vidi se nič navzven, nobenih znakov. Razpok, znakov, povesov, deformacij, odvisno od sistema, ne, pa od tipa kablov. Podobno je tudi Titov most, ne, v Mariboru. Je tudi podoben. Sistem je tak, da na desnem bregu, tam pri bolnici, so eni kabli, ki ta most ne držijo navzdol, zato ker ima glavni most razpone 50-150 in če je obtežba v sredini, ne, v 100 metrih, potem je reakcija navzgor in moramo držati navzdol. In to je držano z 6x2 kabli vertikalnimi in od tega so 2 kompletno že prerjaveta, takole stojijo kabli. To smo noter pogledali. Kolega, ki je to pregledal vse te zadeve, se 14 dni ni vozil prek Titovega. Pa to pomeni, da je taki most recimo samo za porušitev ali se lahko kako sanira? Ja, odvisno od sistema, mi ga bomo seveda probali sanirati. Zamenjati te kable, zdaj točno še na kak način, še ne vemo, ampak bomo probali. Preračunali smo ga tudi in dali preiskati te kable, baje niso podvrženi trenutno še vodikovi krhkosti. Vodik prihaja noto v material, vodikovi atomi in to je odvisno od kvalitete materiala tega, od napetosti tega materiala, bolj so te molekule raztegnjene, lažje not pride, pa od vpliva na ta kabel, to se pravi, bolj je izpostavljen vlagi pa solem, bolj hitro se to dogaja. Zdaj mi smo to dali preiskati v ta super mikroskop na strojni fakulteti in so kolegi, raziskovalci njihovi ugotovili, da pač še ni podvrženo temu, tako da upamo na najboljše, te kable bomo probali zamenjati, most malo popraviti v 2 fazah. Najprej bojo zamenjali dilatacije, to že poteka, zato da ne bo več voda zatekala na te kable, to je prvo. Ta čas bomo naredili projekt, če ga bomo mi dobili, ker gre na razpis. Če ne pač, kdo ga bo dobil. Potem pa dalje, ne. Tako da prihodnost praktično ni več toliko gradnja, ampak sanacija mostov zdaj. Če tako gledate za našo generacijo, tudi tu veliko še za razmisliti oziroma raziskati. Ja, sigurno. Te mostovi, recimo Titov konkretno je star 63 let je bil odprt. Ja. To je 62 let je star. Temu se da življenje še podaljšati za 30, mogoče 40, 50 let, ampak to je to, ne.
Potem pa pride na vrsto zamenjava. Zamenjava je prometno zahtevna, ker zdaj tu čez teče promet, ne? In zdaj, če ti to rečem podrl, pol ni prometa, ne? In s tem imajo Nemci zdaj velike težave, s tem se najbolj ukvarjajo. Dostikrat zgradijo, kdaj se da, zgradijo zraven starega, ki ga mislijo zamenjati novega, speljejo onega porušijo, pa ga recimo prečno potisnejo, da je čim manj te zapore prometa, to je dostikratno uporabljeno. En profesor na faksu nam tudi enkrat rekel, ne vem točno kjer je, da Kitajci se pač izogibajo betonski gradnji, mislim, mostov, ne. Večinoma se zdaj odločajo za jeklene, ker je tudi z tega vidika dosti lažje potli sanirati, oziroma ne sanirati, postaviti, zamenjati elemente. Je to res? To je res, s tem, da je potrebno pač pogledati vse širine na ta problem, ne. Jekleni mostovi so recimo 2-krat dražji od betonskih, ne. To pomeni, ti lahko narediš betonskega, pa ga čez 100 let podreš, pa postaviš novega, pa si komaj na tej ceni onega. Aha, res. Jekleni mostovi so precej dražji in se uporabljajo za v posebnih namenih, predvsem za zelo velike razpone, so popolnoma jekleni mostovi, za srednje razpone so soprežni z betonsko ploščo, betonska plošča je mnogo cenejša od voziščne ortotropne plošče jeklene. Pač vedno vse je treba nekako smiselno uporabljati, ne. Mi tudi zdaj pri pešmostovih dostikrat jeklo uporabljamo, ker se da narediti bolj vitko. Načeloma pa to drži, ne. Vzdrževanje jeklenega mostu je sicer malce dražje zaradi teh zaščite, barvanja, za antikorozijsko zaščito, ampak omogoča menjavo elementov. Ampak mislim, da je omenil tudi, da sploh ne barvajo, da se ne ukvarjajo več niti s tem, da ko začne rjaveti, zamenjajo del, nekako tak je razlagal. Da, to še nisem slišal. Obstaja ta material, ki rjavi, ki ima dodatek bakra, da sem spomnil, kako se mu reče, ki je rjave barve, ne. Od začetka teče zarjavela voda dol, to je negativna stvar, ampak drugače je rjav, izgleda zarjavet, ampak ne rjavi več, ker ima to tak procent bakra, da ta korozija se prekine, ne. Ja, druge veliki mostovi imajo noter klima naprave, ker če ti zmanjšaš v notranjosti mosta vlago na 40 ali pa manj procentov, ni več korozije. Potem ni več korozije, to imajo veliki mostovi gor na Švedskem, je nekaj takih, imajo klima napravo. Klima naprava samo za zmanjšanje vlage je zelo malo potratna, ni problem. Potem se greva, da zmanjša? Ne, samo odzema vlago. Samo odzema vlago. Temperature ne regulirati, vzema vlago. Ne, se to lahko tudi pri teh klima napravah nastaviš, da samo vlago odzema, ne. Takrat ne porabi dosti, ne. Ko je 40% ali manj, ni več jeklo ne korodira. Pol so za sistemi, ki so zrakotesni, ne, za manjše profile jih zapreš dol, da zrak ne pride not, tudi ne korodira znotraj, ne. Zunaj so zaščitni sistemi, premazi, ki trajajo že 20 in več let, ne, tako da se je tudi to zmanjšalo, ne. Jekleni imajo zares to prednost, da se da nek element zamenjati, ali pa vjačati, ali dovariš, ali karkoli, ne, imajo neko prednost. So pa precej dražji, to pa je velika njihova slabost, ne. Recimo, imamo v Mariboru ta špansko brv, čevap, ali kak že, ali kako mu pravijo, ali bobsteza, ali tudi. Kak je zdaj? Med drugim tudi čevap. Ja. No, tam ima jekleno konstrukcijo, palič je, ne, ki pa je zaradi arhitekti vztrajal, da je oblečena v celoti v les, tudi spodaj, ne. Tako da se sploh ne da pregledovati, ne. Smo rekli, kako bomo pa te zdaj to vzdrževali. Mi moramo po naših predpisih, moramo vsake 2 leti nosilno konstrukcijo pregledati, pa reči, ok, ne rjavi, ne poka, vse ok, je še varno, ne. Kako bomo pa zdaj varnost dokazovali, ne. Končni rešitvi, jaz sem bil zraven tu, ko pač niso sami uspeli tega skupaj spraviti. Celo odgovorni projektant nosilne konstrukcije. Na koncu smo tako naredili, smo pocinkali konstrukcijo, ne? To je največja možna zaščita proti koroziji, je vroče cinkanje.
pa oblekli z lesom, pa smo rekli, čez 20 let bo les in bomo dol vrgli, ne, pogledali jeklo, popravili, zašvasali, naredili kaj treba, pa nazaj oblekli, ne, to je zdaj sistem kontrole, vzdrževanja tega čevapa. Pri starejših mostovih je tudi problem to dostop do določenih delov mostu, ne, ker so nekoč mislili, da je beton tako naravni kamen, nekaj neuničljivega, ne. Zdaj pa se čez čas kaže, da 100 let nekje, ne, življenjske dobe, kako bi rekel. Pa tudi problem dostopati do območij, ki bi ti preveril, kakšnem stanju je most. Zdaj lahko samo potrdim, kaj ste rekli, to je, zadeli ste žebelj na glavico, jaz zdaj tu ne morem samo pokomentiram, to je res, včasih so mislili, da je beton večen, pa niso se ukvarjali s tem, kako bojo vzdrževali kak del, ne, in niso posvečali tem dostopom, pa danes je to malo drugače, ne, mora biti pri ležiščih predpisan prostor, da lahko človek prije noto, je nekih 60 cm, pa mora biti narejeno, da lahko dvigneš, pa zamenjaš kako zadevo. Detajli so se temu malo prilagodili, temu razmišljam, ampak to popolnoma drži. Ja. Jaz bi še mogoče vprašal eno tako bolj netehnično vprašanje. Recimo, kaj bi vi svetovali nekomu mlademu, lahko študenti ali pa še srednješolcu, ki bi rad postal projektant, kakšne veščine je dobro osvojiti, vrednote, mogoče v smislu odgovornosti, pa kakšno popotnico bi mu dali do nekega projektanta, da postane? Da dobro preštudira, da se proba naučiti tudi one teoretične dele, ne. Rekel, fajn je znati, danes se da zračunati vse z računalnikom, drži. Ampak je treba zadeve razumeti, je tudi teoretično, ker pol veš, kam težiš, ne. To pomeni, predlagam, da se posvetijo študiju maksimalno vsem predmetom, ne. Danes vem, da je precej predmetov je ekoloških, pa CO2, pa ono, pa tisto, ne. Konstrukcije pač terjajo svoje, konstrukcije so malo bolj tehnično zastavljene, malo bolj temeljijo na fiziki, ne? Na fiziki, mehaniki, to je osnova. Sicer matematike, danes ni treba več skoraj nič, jaz še nisem nikoli matrike obračal, da bi računal kakšno statiko, nikoli, pogledaj, nikoli. Zanimivo. Na ta način z obračanjem matrike ne boste računali, ne? So cel kup nekih paketov, softverov, ki to sami računajo, ampak morate vedeti, kaj pričakuje. To se morate izobraziti, pa pol skozi izkušnje dobiti, da morate vedeti, kak rezultat pričakujete, ne? Ker včasih eni ne vejo, ali pa ne vemo, niti ali bo plus ali minus, ne? To velikostni red rezultata je fajn, ne? Ampak to se dobi tudi z izkušnjami. Danes se da, recimo, projektirati na ta način, da recimo ne razumeš konstrukcije, neka čudna, zahtevna, nepravilna konstrukcija, ne veš, kako se je obnašala, pa delaš parametrično, ne? Spreminjaš en parameter, pa si zarišeš odziv, naprimer deformacija ali karkoli, ne? Odziv z neke sile ali kaj te pa zanima. Spreminjaš drugi parameter, pa si odrišeš odziv, ne? In da na ta način potem lahko razumeš konstrukcijo, ne? Če jo zdaj tanjšam, kaj se dogaja z njo, ne? Če večam togost, če ne vem, karkoli, ne? Da se tudi na tak način in to se pri takih nepravilnih konstrukcijah včasih ni drugega načina, ne? Pri pravilnih, ne, nosilec, kontinuirec, ločni nosilec, okvir, tam že vsak ve, kaki oblika diagrama je, ne, na pamet moraš vedeti. Da se tudi teoretično zračunati, so formule, so knjige, ki to hitro lahko preveriš, kaj na roko, ne. Pri kakih nepravilnih konstrukcijah, ki so danes modne, tudi iz arhitektonskega stališča, ali pa danes je modno, naprimer leseni nosilec, ki ima gor karbon, beton, ploščo, ne, brez armature, kombinirati kot soprego, kar nam včasih ne bi padlo na pamet, ampak danes to delajo, ne, je vse ekološko, ne. Ja. Mene pa še zanima, če imate mogoče
najljubši most na svetu. Zdaj pa ni vaš. Najljubši most na svetu, to bi mogoče razdelil na stare pa na nove. Lahko. Ker me najbolj fascinirajo te stari mostovi, ki so recimo Pont de Gard, akvadukti rimski, ki so bili zgrajeni, ne vem, z velikimi razponi, visoki, v 3 etaže, za tehnologijo, ki so imeli takrat, ne, škripci navadnimi, bi rekel, ne. Pa takrat so že imeli beton ali kamen? Rimljani so poznali neke vrste beton, ki so ga delali iz pucolana, to je iz Vezuva, recimo iz teh konjski pepel. Tako, iz teh pepelov, če si ga tega zmlel pa dodal onemu pesku, je to vezalo nekako in je bilo celo vodoodporno in to se je pol zgubilo skozi srednji vek in so potem, ne vem, 1800 pa nekaj ponovno odkrili cement, ne, ko so žgali gline pa te zadeve pa dodajali, ampak ta pucolanski, to je iz vulkanskega tega peska, takrat so poznali nekaj, ampak so uporabljali bolj za zapolnjevanje prostora med kamni ali pa za temeljenje v vodi, ker ta se je strjeval je bil že hidravlično vezivo, ne. On se je strjeval v vodi, ne. Medtem ko apno recimo ostane mehko v vodi, ne. Ja. No to so teli stari, ki so problem tehnologije, recimo novejši, pa recimo en taki, ki me je fejst fasciniral, ker sem bil tudi na gradbišču, v tisti kritični fazi je viadukt Millau, ta francoski viadukt je nekaj časa bilo, da ima najvišji steber na svetu. To je Francija pa Španija? Ja. Povezuje ta veliko dolino. To je taka diagonala iz Pariza dol proti francosko-španski meji, to so turisti, poleti je to polna cesta, ne. Mi smo bili takrat pred zadnjim potiskom, to je jeklen most, ki ima betonski steber 240 visok, pa še 80-metrski pilon, 320-metrski najvišji steber je to. Bili smo na gradbišču, tako da pol se še zato malo bolj fasciniran zaradi tega. 2004 je to bilo, so ga končevali zadnji potisk. Mogoče tu me v vašem mnenju zanima, vem, da ta projekt je bil način izveden tako, da je potem bil v lasti teh koncesionarjev. Tako, ko se gradi s pomočjo koncesionarjev, ker tega v Sloveniji je to praksa? V Sloveniji ni te prakse koncesionarske, je pa že na Hrvaškem, recimo, ne. Eni odseki to vidijo, potem ko drugi pobira cestnino, ne. To je, če država nima denarja, da zgradi neki avtocestni odsek, razpiše koncesijo, pa lahko pa v pogojih recimo 20 let lahko, običajno so to velike gradbene firme, zdaj z bankami so koncesionarji, zgradijo neki odsek, pa lahko on cestnino pobira za obdobje, za katero so se zmenili, to je koncesija pomeni. Po tistem obdobju pa preide ta odsek v last države, ne. Zdaj to je dvorezen meč, ne, ker zdaj on projektira, on gradi, on upravlja 20 let, ne. Koncesionar in pa mu je interes, da on zgradi to, da bo v 20 letih imel minimalne stroške, ne. A to vse zgradiš 20 let, da ne boš rabil nič delati, pol je pa itak od države, pa ne si popravlja pa rihta, ne. To so eni hrvaški odseki, v Italiji skoraj vse avtoceste na ta način, v Avstriji, Nemčiji nič, ne. V Nemčija, to vse državne ceste, isto Avstrija, pobirajo sicer za neke predore, ne, ampak ne vem, če so bile na koncesionarski način oddane, to da si pokrijejo stroške. Velikokrat sem slišal argument ta, da se lahko večji projekti delajo hitreje, z manj zaplete. Glavna prednost je to, da država ne rabi financirati, ne rabi imeti v proračunu tega denarja z manj zapleti, to je pač odvisno od koncesionarja, kaki pristop ima. Dolgoročno pa za državo se mi zdi, da ni vrelo, ker za obdobje koncesije je od koncesionarja, pa od države, ne. Nima interesa, da bi objekt za 100 ali pa 200 let zgradil, ne. On bo zgradil objekt za 30-40 let, v 20 letih mora imeti čim manj stroškov, to je njegova ideja, ne.
On mora si 20 let, neko obdobje, običajno 20 let, si mora garantirati pač svoj profit, drugače firme pač ne obstajajo, žali Bog. Potem bo mogoče novega zgradil, ne? Ja. Zdaj, Svojega saniral. Mi smo nekako se priključili temu nemškemu sistemu, pa avstrijskemu, pa mislim, tudi Švica ima ta nemško govoreči področje, ima ta sistem, da je to državna infrastruktura, je državna. Angleži so poskusili, pred leti so prodali železnice, pa so pol ugotovili, da ne funkcionira, pa so nazaj kupili, ne, država. Ja. Recimo, Dars je v 100% lasti države. Dars je tudi neke vrste koncesionar. V začetku je bilo mišljeno, da bi bili različni delničari Darsa. Ne? Dars je koncesionar za avtoceste. 2TDK je koncesionar za ta odsek Koper-Divača. On je koncesionar. Ampak pri nas so te koncesionari 100% lasti države, tako da dejansko niso. Nek sektor. To je samo neka firma narejena za ta področje. Ne? In zdaj, recimo, Dars je bil deležen ogromnih kritik prehodnosti, češ, to se je ukradlo denarja, to je ne vem, kaj je bilo, ne? 2 milijardi pa tako, ne. Resnica je pa taka, da so oni takrat, nazaj govorim po onih cenah, ne, za 6 milijard evrov so zgradili 600 km avtocest, ne, poprečje 10 milijonov na kilometer. In oni kasirajo zdaj skoraj 500 milijonov letno iz cestnin. To je največji posel države, no, niti en posel ni toliko donosen, ne nosi toliko procentov, kot je ta posel, ne. Ok, iz teh 500 milijonov mora on zdrževati, pa zdaj gradi še nove odseke, ne, pa vračati kredite, ne, tako da na koncu teh 500 milijonov ne gre nek državni proračun, kar bi lahko šlo, ker je lastnik Darsa je država, ampak gre za vzdrževanje, gre za nove odseke, pa gre še, mislim, da še imajo, ali pa so že, lahko da so že vsa posojila tudi vrnili, ne, to ne poznam tako natančno. Bolj pa se bi vam rad zahvalil, da ste si vzeli čas, pa vam želim uspešne projekte še naprej. Pa da se ta stvar premakne, ne. To bi bilo super. Ja, to bi res bilo. Bi to bilo krasno, ker bi to bil ena velika spodbuda, turistična spodbuda, ker bi se ljudje prišli s bicikli sem, pripeljati, pogledati ta most iz celega sveta. To bi bil svetovni rekord. Slovenske serije bi imele ta pogled, tako imajo balkanske mostnade. Inšpektor Vrenko, ne? Ker je res je, pač Zmijak, da smo ga prvič videli, je bil tako obema eden izmed tak fascinantnih. Meni, ko je profesor, sem gledal tako, kje pa je to? Mislim, tu v Mariboru bi bil ta projekt, ne, mislim, wow, ne, neverjetno. Ja, škoda za mesto, da so obstali samo na tečaju, ne, pa še to na takem, za moje pojme, malo čudnem, ne. Pa zagotovo bi koga privabil že sam most, da si ga prije pogledati, ne. Eni so, to je ene vrste turizem, eni hodijo mostove gledati pa slikati po svetu. Se jaz zdaj, da sem se prepisal na gradbeno, tudi dosti bolj občudujem vse te zadeve, pa sem tudi razmišljal, bomo šli nekam, v neke tute prestolnice, samo zato, da bi jaz moste videl, ker res znaš ceniti zdaj, ne. Ja, jaz te stare zadeve še bolj cenim kot te, ker vem, danes imaš hidravliko, imaš ne vem kaj, 100 ton dvigniti, ni noben problem, ne, tako malo hidravliko to narediš, ne vem, mi smo imeli 200-300 tonski roki, taki, ko so par metrov potegnili tam na Polskem, ne. To včasih ni bilo možno, ne, včasih si mogel imeti protiv te škripce, tisto, to je bilo fizike, znanja in izumiti si mogel kakšno stvar, da si lahko naredil nek most, ne. Jaz rečem, da so imeli ful dosti kmečke pameti. Ja, zdrave pamet, to falija, to še danes ne samo pri gradbišču, to vsod falija. Preveč smo v tem, ne. Res je, ja. Hvala lepa, no, res. Jaz tudi vama zahvaljujem, pa vam želim uspešen študij še naprej. Hvala. Najlepša hvala.